Gospa Gazela ni le Pepina mirna in zbrana učiteljica. Je ena najbolj skrivnostnih oseb v celotni seriji. In ko so vsi dokazi postavljeni drug ob drugega, postane zelo težko, da bi jo sploh videli kot običajen lik. Pravzaprav namigi močno nakazujejo, da je gospa Gazela morda nekaj veliko starejšega, veliko bolj nenavadnega in veliko bolj nadnaravnega, kot to kadarkoli odkrito prizna oddaja. Vse se je začelo s halloweensko glasbenim videospotom z naslovom Gospa Gazela je imela grad, kjer Pepa in njeni prijatelji praznujejo strašljivo sezono. Med prizorom, ko Pepa obišče gospo Gazelo, je v ozadju jasno videno gledalo. Pepin odsev se pojavi točno tako, kot bi pričakovali, medtem ko odsev gospe Gazele popolnoma manjka, čeprav stoji neposredno pred ogledalom. Kar naredi ta trenutek še posebej vznemirljiv. Ni le manjkajoči odsev, ampak tudi odzivi nanj. Pepa je videti prestrašena, ko to opazi, medtem ko gospa Gazela sploh ne reagira. Ni presenečenja, ni zmede in ni poskusa, da bi se odmaknila od ogledala. Obnaša se, kot da je to popolnoma normalno. V vampirski mitologiji je ena najbolj znanih lastnosti odsotnost odseva, kar simbolizira pomanjkanje duše ali prekinitev z naravnim svetom. Ta podrobnost ni nekaj, kar bi se zgodilo po naključju, še posebej v otroški oddaji, kjer je vse skrbno načrtovano. Zdi se namerno, kot tih namig gledalcem, ki točno vedo, kaj ta odsotnost pomeni. In to ni bil edini primer, ko se je zgodil incident z ogledalom. Ta podrobnost se ponovno pojavi v epizodi Nočna bučna zabava. Suzy ovčka navdušeno pokaže gospe Gazeli svoj vampirski kostum in spet je v ozadju ogledalo. Suzyjin odsev je jasno viden, a gospe Gazele v njem ni nikjer. In tokrat celo pripovedovalec omeni manjkajoči odsev. To je nenavadno. Gospa Gazela nima odseva v ogledalu. In to še ni vse. Ko Suzyja reče, da je oblečena kot vampir, gospa Gazela čudno reče, da ji to obuja spomine na njeno staro domovino. Vampir? To mi obuja spomine na staro domovino. Ta ena sama vrstica odpira vrata neštetim vprašanjem. Kakšna država vzbuja spomine na vampirje? Zakaj besedo povezuje z nostalgijo in ne s strahom? To močno nakazuje, da vampirje zanjo niso le zgodbe, ampak del njene osebne zgodovine. Dom gospe Gazele ponuja še en pomemben dokaz. V epizodi, kjer Pepa in njena družina obiščejo njen dom, je stavba sama po sebi nenavadna. In ko liki vstopijo, zdrsnejo čez tla, kot da je hiša tam že tako dolgo, da se je neenakomerno usedla v zemljo. Čeprav bi to lahko bilo namenjeno humorju, pa resnično izstopa tisto, kar visi na steni. Črno-bela fotografija prikazuje osebo, za katero verjamejo, da je gospod Gazela, mož gospe Gazela. Slog fotografije takoj nakazuje, da je bila posneta zelo dolgo nazaj. Sama črno-bela fotografija jo postavi desetletja v preteklost, vendar epizoda to še dodatno zaplete s kasnejšim prizorom iz preteklosti. Gospa Gazela se sklicuje na dogodke iz časa, ko je bilo božično drevo pred njeno hišo še majhno. Danes je to isto drevo ogromno in biologija nam pove, da bi takšna rast lahko trajala 40 let ali več. Težava je v tem, da gospa Gazela v spominu izgleda popolnoma enako kot danes. Ni vidnih znakov staranja, nobene spremembe drže. Nobenih znakov minulega časa na njenem obrazu. Njenega moža pa ni več zraven. To ustvarja zaskrbljujočo domnevo. Če sta dolgo nazaj živela skupaj in je on normalno ostarel, njegova odsotnost zdaj nakazuje, da je živel in umrl kot smrtnik. Gospa Gazela pa je ostala nespremenjena. To se popolnoma ujema z idejo o nesmrtnosti, ki je ena od značilnih lastnosti vampirjev. Preživela je svojega partnerja, ne za nekaj let, ampak za desetletja, morda stoletja. Njeni komentarji o netopirjih dodajo še eno plast. Kasneje v isti epizodi, ko odkrijejo, da netopirji živijo na drevesu blizu njenega doma, gospa Gazela pripomni, da jo spominjajo na njeno staro domovino. Moji prijatelji, netopirji, spominjajo me na staro domovino. Netopirji so eden najbolj splošno prepoznanih simbolov, povezanih z vampirji. Dejstvo, da govori o njih brez strahu, kot da jih dobro pozna, nakazuje na globoko osebno povezavo. Zdi se, kot da ne govori o živalih, temveč kot da se spominja kraja ali časa, ki ji ni več dostopen. Starost je eden najmočnejših stebrov vampirske teorije. Starost Madame Gazelle pa je večkrat prikazana kot nekaj, kar kljubuje logiki. V epizodi Zvezda iz igralne skupine gledalci vidijo prizor iz preteklosti, ko sta bila mami Pujs in oči Pujs še otroka. Madame Gazelle je njihova učiteljica v tem prizoru iz preteklosti, tako kot je zdaj Pepina učiteljica. Vizualna razlika med njeno preteklostjo in sedanjostjo je skoraj neobstoječa. Primerjajte to z liki, kot sta dedek Pujs ali dedek Pes, ki jasno kažeta znake staranja z belimi lasmi in fizičnimi spremembami. Madame Gazelle pa ne.
Poučevala je vsaj 2 generaciji otrok, morda še več, a vendar ostaja nespremenjena skozi čas. Tako so vampirji pogosto prikazani v ljudskem izročilu, zavedno ujeti v en sam videz, medtem ko se svet okoli njih spreminja. Njene telesne sposobnosti jo še dodatno ločijo od običajnih likov. V epizodi Netopir in žoga se gospa Gazela pridruži otrokom pri igri in udari žogo s takšno silo, da ta prebije streho šole. To je predstavljeno kot šala, vendar če se ustaviš in razmisliš, nima nobenega smisla. Prikazana je kot starejša, vendar pokaže moč, ki presega vse druge odrasle v seriji. Nadčloveška moč je še ena klasična lastnost vampirjev in se tukaj pojavi brez razlage ali posledic, kot da bi oddaja pričakovala, da bodo gledalci to preprosto sprejeli. Epizoda Sonce, morje in sneg je morda najbolj prepričljiv dokaz od vseh. Mesto gre na izlet na plažo, a ugotovijo, da je vse prekrito s snegom. Vsak lik se odzove točno tako, kot bi pričakovali. Drgetajo, se pritožujejo in se izogibajo ledeno mrzli vodi. Mami Pujs komajda dotakne morja, preden se v šoku odmakne zaradi mraza. Gospa Gazela pa skoči naravnost v vodo. Plava mirno, sproščeno in celo pripomni, kako čudovita je voda. Ni nobenega oklevanja, nobenega vidnega nelagodja in nobene reakcije, ki bi nakazovala, da jo temperatura sploh moti. Vampirje pogosto opisujejo kot hladnokrvne, ali vsaj kot tiste, ki jih skrajne temperature ne prizadenejo. Opazovati gospo Gazelo, kako se premika skozi ledeno vodo, kot da je topel poletni dan, popolnoma ustreza temu opisu in jo loči od vseh drugih likov na zaslonu. Njene nočne navade dodajo še eno vznemirjajočo podrobnost. V epizodi, kjer je Pepa izbrana, da skrbi za morska prašička gospe Gazele, navodila za nego šokirajo mamo in očeta Pujsa. Na seznamu je tudi krtačenje morskih prašičkov sredi noči. To ni predstavljeno kot enkratna naloga, ampak kot redna zahteva. Za večino ljudi bi bilo zbujanje sredi noči, da bi negovali hišne ljubljenčke, absurdno, vendar bi bilo za nočno bitje povsem normalno. Vampirji so znani kot bitja noči, dejavni, medtem ko drugi spijo. Ta podrobnost tiho poudarja idejo, da gospa Gazela ne sledi enakim spalnim vzorcem kot vsi ostali. Tu je tudi njen čuden odnos do česna. V epizodi Divji cvetlični gost je omenjen divji česen in gospa Gazela odkrito pove, da ji ni všeč. To je divji česen. Tudi meni ni preveč všeč. To izstopa, ker je sicer prikazana kot nekdo, ki spodbuja otroke, da preizkušajo nove stvari in cenijo naravo. Česen je eno najstarejših in najbolj znanih sredstev proti vampirjem v ljudskem izročilu. Čeprav Pepa Pujsek tega nikoli ne bi neposredno omenila na resen način, se zdi dejstvo, da posebej izpostavi česen kot nekaj, kar ji ni všeč, preveč specifično, da bi bilo brez pomena. Nekateri gledalci trdijo, da gospa Gazela ne more biti vampirka, ker hodi naokoli podnevi. Toda to predpostavlja, da vsi vampirji sledijo istim pravilom. Številne sodobne interpretacije vampirjev vključujejo evolucijo, prilagoditev ali posebne zaščite, ki jim omogočajo preživetje na sončni svetlobi. Gospa Gazela morda predstavlja starejšo, močnejšo vrsto vampirja, ki se je naučila živeti v sodobnem svetu, ne da bi pritegnila pozornost. Njena mirna drža, odsotnost strahu in popoln nadzor nad okoljem nakazujejo na nekoga, ki je imel stoletja časa, da se prilagodi in izpopolni svoj obstoj. Ko vse te podrobnosti gledamo posamično, se morda zdijo kot šale, naključja ali stranske šale v ozadju. Ko pa jih združimo, tvorijo presenetljivo dosledno sliko. Lik brez odseva, z nepojasnjeno preteklostjo, brezčasnim videzom, nadnaravno močjo, odpornostjo na mraz, nočnimi navadami, odporom do česna in nostalgično povezanostjo z netopirji. In starodavna domovina ni naključna zbirka lastnosti. To je učbeniški profil vampirja, skrit v otroški risanki. Pujsa Pepa nam nikoli neposredno ne pove, da je gospa Gazela vampirka in verjetno nam tudi nikoli ne bo. Ampak tega niti ni treba. Namigi so že tam, tiho čakajo v ozadju, za gledalce, ki so pripravljeni pogledati pobliže. In ko jih enkrat vidiš vse skupaj, je zelo težko verjeti, da je gospa Gazela le običajna učiteljica.